profesor Mitja Kaligarič iz Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Bi vas prosila, da delite kar zaslon in sicer, da nam predstavite svojo predstavitev, torej rezultatsko shemo za ohranjanje vrstno bogatih travnikov, pisani travniki. Zdaj imamo dve predstavitvi, ki sta pa bolj konkretno, torej se tičeta rezultatskih shem. Mitja, izvolite. Hvala. Dobro jutro vsem skupaj. No, jaz sem pripravil eno predstavitev, ki je bila pravzaprav v podobni obliki že predstavljena v skupini za travništvo pred enim letom. Pa še potem, pa pravzaprav že v letu 2016 v originalni obliki, namreč tu gre za eno idejo tako ukrepa, ki smo ga provizorično imenovali pisan travnik. Zdaj, mi se z travniki v naši skupini v Mariboru ukvarjamo že zelo dolgo časa, no, mogoče zadnjih 10 let pa bolj tudi z potencialnimi kmetijsko-okoljskimi ukrepi za ohranjanje. Zdaj, ena taka vzpodbuda za malo bolj konkretne načrte je bila študija, ki jo je izvedel kolega Jure Čuš in smo jo potem v bistvu lani objavili tudi v članku, ki pravzaprav nam pove, da je dosedanji kmetijsko-okoljski ukrepi za ohranjanje biodiverzitete travnikov nekako niso bili uspešni. Zdaj, v tem članku samo na brzino, da povem, analizirali smo učinkovitost 4 ukrepov v tistem prvem obdobju 2007-2013, kajti ta študija je bila delana v letih med tam nekje 15-16 in smo pridobili podatke na nivoju Slovenije v dovolj veliki in reprezentativni površini. In v tem članku smo pa hkrati tudi razpravljali o tekočih ukrepih v tekoči perspektivi. Zdaj, v bistvu smo nekako na osnovi obstoječih prostorskih podatkov smo ugotovili, da so ti 4 ukrepi zajeli le 3% naravovarstveno pomembnih travišč in še ti ukrepi niso ciljali tistih površin, ki bi bile do teh ukrepov zaradi svoje vrednosti upravičene. Zdaj, ugotovili smo tudi, da kar 41% travišč, ki pa je bilo vključenih v te ukrepe, ne predstavlja naravovarstveno pomembna travišča, kar nam je potem tudi vzbujalo dvom v ciljno, v namen teh sredstev, torej če čisto povem takole, ali so bila dejansko namensko porabljena potem takem. Zdaj, tudi smo razpravljali o razlogih za neuspeh. Tukaj vidimo v prvi vrsti odsotnost kriterijev, ki bi nam opravičevali vstop v določen ukrep, potem odsotnost vsakršnega monitoringa, torej pred vstopom, med njim ali pa po njem. Bistveno prevelika je bila minimalna vstopna površina, kajti travišča z veliko diverziteto so običajno majhne površine in pa tudi prenizke subvencije, ki pa so potem lahko motivirale, ki pač niso zadostno motivirale kmete. Zdaj, tako nekako, torej, tukaj je ena shema, takole, jaz imam rad te miselne vzorce in tukaj v tej shemi smo nekako te dosedanje ukrepe, tudi te tekoče, sem jih poskušal nekako predstaviti v tej shemi. Se pravi, ukrep ni ciljan na naravovarstveno pomembne travnike, zdaj kakorkoli jih definiramo, ali so to Natura 2000 habitatni tipi, ali je to še kaj več ali kaj manj. Dejansko imamo cel spekter travnikov
in seveda tisto, kar se pravzaprav kontrolira in predpisuje, je režim košnje in pravzaprav kontrola režima košnje. Kar pa seveda pomeni, da tisti travniki, ki v izhodišču niso bili naravovarstveno pomembni, ne morejo dosegati nekega cilja uspešnosti varovanja. Za tiste pa, ki so bili, saj smo videli, da v tisti študiji približno slaba polovica, pa seveda je na koncu tudi uspešnost neznana. No in vse to je seveda vse vas, že nekaj časa vas pelje v smer rezultatskih ukrepov. No in takrat, že v letu 2016, se je rodila ideja operacije ali ukrepa ali kakor želite, pisan travnik, ki je bil mišljen kot umestni ukrep, kot en, bom rekel, test do nove perspektive, ki naj bi se začela z 2021 in ki bi bil utemeljen na rezultatih ukrepov. Zdaj, takrat smo bili mogoče malo, je bilo to vse skupaj prezgodaj ali nekako nismo dobili primernih posluha pa sredstev in zdaj pa smo pač že na koncu 2020. Na srečo pa smo sedaj dobili CRP, v katerem pa nameravamo podrobno obravnavati ta pisan travnik, ga dejansko preizkusiti na terenu, ga testirati v več variantah in potem pripraviti v bistvu tisti nekakšen ready to go ukrep, ki pa potem upajmo, da bo implementiran. Mi smo dobili pravzaprav zelo pozitivno reakcijo tako na MKGP, kot tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Torej zdaj, če imate še v glavi tisti miselni vzorec od prej, si zdaj poglejmo tega, se pravi, mi bi dejansko z predizborom naravovarstveno pomembnih travnikov, zdaj bom potem razpravljal, kako se bi ta predizbor naredil, bi dejansko ciljali samo na ekstenzivne naravovarstveno pomembne travnike in potem bi seveda na koncu bi seveda bil tudi tisti končni monitoring uspešnosti in na tak način bi potem vedeli, ali je ukrep dosegel svoj cilj. Zdaj seveda tukaj je več variant in ravno to bomo v tem projektu se bomo tega tudi lotevali. Zdaj tukaj bi samo še eno stvar povedal, da ta projekt, pisan travnik, bi bil komplementaren vsem ostalim projektom, ki bi tekli na območjih Natura 2000 in na Natura 2000 habitatnih tipih. Namreč moramo vedeti, da kljub temu, da Slovenija ima 38% Nature 2000, je to v glavnem gozd pa visokogorje. Približno 10% je kmetijske krajine, tako da zelo veliko pisanih travnikov, če tako rečem, torej travnikov z veliko biodiverziteto, ki pa zelo hitro upadajo, predvsem se zaraščajo ali pa intenzivirajo, leži tudi zunaj Natura 2000 območja in ta ukrep bi veljal pravzaprav povsod. No, zdaj, kaj bi bil cilj? Se pravi, čim večje površine obstoječih vrstno-pestvih travišč. Tukaj imam zdaj zapisane par alinej, zakaj je to pomembno, to seveda vsi vemo, zakaj je pomembno. Pojdimo naprej, kako se tega lotiti. Tukaj je seveda več možnosti, tako kot je že prej Tatjana povedala, imamo neke prostorske baze, to se pravi kartiranje habitatnih tipov, tisto, kar v bistvu ciljno se je delalo na Natura območjih, to nekaj tega imamo, nekaj tega je potrebno pač obnoviti, revidirati. Seveda, komplementarno temu je tudi zajem terenskih podatkov za dopolnjevanje starih ali pa kreiranje novih baz podatkov, to smo
slišali, da je več problemov kot pa rešitev, ne, se pravi, ni časa, ni denarja, ni kadrov, se pravi, bi imeli, bi rekel, omejen uspeh pri tem. Potem pa seveda obstoja možnost vstopnega preverjanja parcel, se pravi, pred začetkom ukrepa z strani botanikov ali podobnih strokovnjakov, kar pa je spet verjetno zaradi tega, ker bi ukrep veljal po celi Sloveniji, je seveda to, smo tukaj kadrovsko, časovno omejeni. No, potem pa je tista varianta D, katero smo pravzaprav se nam je rodila ideja za ta ukrep, ki pa bi bil, ponavljam še enkrat, komplementaren temu HAP, VTR, MET in STE. To pa je, da vstopno kvalifikacijo opravi kmet sam, ki sam poišče svoje pisane travnike s pomočjo nekih enostavnih indikatorjev. Mi vemo, da indikatorje za posamezne habitatne tipe ni to enostavna zgodba. Nekaj so indikatorji, nekaj so značilnice, nekaj so razlikovalnice, nekaj so dominantne vrste, to vse je pravzaprav tukaj zadaj je cela znanost, ampak mi bi se res osredotočili na enostavne vizualne indikatorje, to so na primer izbrane cvetoče rastline. Najenostavnejša možnost je ta, seveda tukaj je varianta, da kmet izbira barve iz svojega travnika. Na primer, 3 barve, 4 barve, mi vsi vemo, da cvetovi tistih naših ciljnih indikatorskih rastlin, zdaj če izpustim trave, ki bi bile sicer najbolj indikatorske lahko, ampak je to težko za popast, so rastline, ki imajo svoje barve, imajo velike cvetove in tukaj lahko, in to bo recimo ena, bom rekel, testna, en tak eksperiment, ki ga bomo v okviru tega projekta izvajali. Zdaj, o tem projektu ne bom kaj dosti govoril, ker smo na začetku, upam, da bo prilika, da bom kdaj še lahko spregovoril o tem, kdo so sodelujoči, kako smo se tega lotili. To se pravi, ena varianta bi bila barve. Druga varianta, kmet sam odkljuka prisotnost, to bomo preizkušali, ali je to 5, ali je manj, ali več vrst iz ponudjenega izbora fotografij, ki bo spet omejen in ne bo predolg, niti prekratek, nazoren, in tukaj recimo en tak izsek iz izbora za modro-vijoličaste rastline. In zdaj, seveda, kmet bi takšen travnik našel, ga odkljukal, potem pa seveda v toku projekta, idealno bi bilo čim bolj na začetku, ampak to verjetno ne bo možno za vse, bi nekdo, nek botanik ali drug usposobljen strokovnjak prišel pogledat ta travnik in potrdil ta predizbor. Zdaj, to je nekako takole, zdaj jaz imam rad te miselne vzorce, v bistvu nam je važen rezultat. Nam je važen rezultat v tem smislu, da se nam travniki ne slabšajo. Se pravi, vi zdaj, če se peljete, ne vem, iz Ljubljane v, Pohograjske Dolomite, na Dolenjsko, na Cerkljansko, Škofjeloško ali pa recimo na Kozjansko, to je že malo dalje, boste videli, da je takih travnikov še pravzaprav zelo dosti in da pa zelo hitro izginjajo. Mi se zavedamo, da kmetje morajo s to svojo rabo edino nadaljevati. To je približno tako. Mi želimo od naše babice pecivo, nas ne zanima recept. Ona že ve, kako bo to naredila, in podobno tudi tukaj, mi govorim o tem, da je to komplementaren ukrep, ponavljam. Mi se tukaj ne bi obremenjevali z obveznimi izbirnimi zahtevami in tako naprej, ne bi ničesar predpisovali, ampak bi rekli samo, delajte tako še naprej. Kajti na koncu bo nekdo spet prišel pogledati ta travnik. Jaz vem, da je tukaj z implementacijo tega iz agencije, so me že opozorili, bo
veliko problemov tudi, ampak mislim, da so tudi rešljivi. No. Zdaj, da ne bom predolg, prednosti, ki jih mi vidimo, to se pravi, smo po celi Sloveniji, kmet sam izbira, se pravi, da gradimo na zaupanju, ne, in hkrati tudi na izobraževanju. Tukaj, ko je Tanja povedala, so tukaj že pozitivne izkušnje oziroma neke izkušnje, na katerih se bomo mi učili, so že na voljo. In s tem seveda mi, ko to delamo, tudi s tem stimuliramo rabo in preprečujemo zaraščanje na tistih, bom rekel, bolj zabačenih ali pa manj zanimivih, manj produktivnih površinah, kaj ti takšni travniki se v glavnem nahajajo ravno tam. A ne? Tako da tukaj zdaj na koncu samo še, da bi želel, da je čim več debate, zato se še tako brzinsko skozi se nisem ustavljal. To pa je v bistvu samo miselna shema, kako bo izgledal ta naš ukrep. Se pravi, tukaj vidimo, da so tukaj 3 glavne škatle. Ne. Prva škatla je katalog travišč Slovenije, zdaj sem to imenoval katalog, pač nek izdelek, ki ga pravzaprav imamo v koščkih, podelčkih, različno datiranih, imamo, ne vem, tipologijo habitatnih tipov FISIS, nimamo pa enega zbirnega dela, v katerih bi ta katalog bil predstavljen na različnih nivojih podrobnosti. Kajti tukaj na tem mestu bom pa vendarle omenil to, da se nam ta v bistvu fitocenološka shema, ki je podlaga za palarktično klasifikacijo, ki pa je spet podlaga za FISIS in EUNIS, ki so pa spet podlage za Natura 2000 kode, se nam lahko v določenem hipu se nam lahko ruši. Zakaj? Zato, ker je fitocenološka shema nastajala v drugi polovici 20. stoletja, ko je bila raba tal precej uniformna in smo mi lažje definirali fitocenološke entitete, kot pa jih danes, ko je raba zelo diverzificirana. Zato moramo postaviti ta katalog, to katalogizacijo na višje nivoje. Zdaj, mogoče nisem bil dovolj jasen, ker ni dovolj časa, da bi to razložil do konca, ampak po domače rečeno, moramo poenostaviti to shemo, ampak tako, da bo vendarle delovala. Ne? In jo potem to poenostavitev narediti linke na vse tisto, kar že imamo. Se pravi, fitocenologijo, FISIS, EUNIS, no tega pri nas ni toliko v uporabi, in pa na Natura 2000 tipologijo. Potem seveda druga škatla je ukrep sam, variantne rešitve testiramo in potem pripravimo to končno rešitev ready to go za implementacijo. Jaz bom zdaj na tem mestu končal. Toliko z moje strani za enkrat. Hvala lepa. Hvala lepa. Še ena zelo zanimiva predstavitev, se pravi, tukaj vidimo, da v bistvu gre razmišljanje v smeri torej rezultatske sheme, ki bi recimo bila usmerjena tudi na take, zlasti, če prav razumem, taka naravovarstveno pomembna travišča, tudi izven Nature 2000, kjer pač kmetje še upravljajo na ta način, da so še vedno v ugodnem stanju oziroma imajo potencial, da se izboljšajo, tako da je en zelo zanimiv pristop, se mi zdi, gre tudi, bom rekla, v korak z verjetno pozitivnimi primeri iz tujine, predvsem iz Nemčije. Vemo, da imajo kar nekaj nemških dežel tovrstne sisteme že kar nekaj časa vzpostavljene, se pravi, da je pravzaprav na nivoju cele dežele, da so opredeljeni indikatorske rastline za različne tipe travnikov. Tudi recimo plačila so lahko večnivojska, recimo dvonivojska za pač naravovarstveno
bolj pomembne ali pa manj, ne, recimo, če so orhideje, je potem še neko više plačilo, ne, tako da zelo se mi zdi zanimiva pobuda. Zdaj, kakega vprašanja zaenkrat nisem videla tukaj v pogovoru. Če kdo želi, se lahko še tudi javi k besedi. Zdaj, jaz bi imela mogoče pa še en komentar, kar se tiče indikatorjev, če se kdo drug ne bi oglasil. Aha, Blaž? Ok, pa izvoli. Hvala, Tanja, za besedo. Jaz bi imel eno vprašanje za profesor dr. Kalikariča. In sicer zanima me, če obstaja riziko, da bi pri bolj poenostavljenem izboru indikatorskih rastlin izginile kakšne naravovarstveno bolj pomembne vrste iz teh travnikov, ki so pač bolj občutljive na določene kmetijske prakse, ki bi pač za določene vrste, ki se pojavljajo na teh traviščih, recimo, pa bi bile indikatorske, recimo pokazani so bili, ne vem, vrbovolistni primožek, razpostrta zvončica, orlica, ivanščica, bi se pri določenih praksah še vedno ohranjale, ampak hkrati bi se lahko zgodilo, da bi pa kakšne orhideje recimo izginile. Tako da to me zanima, če obstaja riziko oziroma če je bilo vzeto v obzir, kako bi to preprečilo. Tako. Hvala. Ja, jaz razumem to bojazen, ne, ker vsekakor bo potrebno tiste, bom rekel, redkejše habitatne tipe, tiste, ki so nosilci habitatnih specialistov, bodisi da so to neka izrazito kserotermna, se pravi suha travišča ali pa recimo kakšno stoškovje ali pa kakšna povirja, se pravi tista bolj specializirana travišča z temi habitatnimi specialisti, katere imate vi v mislih, njih se ne bo dalo samo na tak način reševati. To so tisti najvrednejša travišča, ki vsekakor morajo pasti pod druge sheme. Zdaj, ali so to neposredna natura plačila, ker so to v bistvu, to so majhne površine praviloma. Praviloma so v natura območjih, ker so natura območja so bila dizajniranja za njih, ne. Tako da to bi rekel, v prvi vrsti bi za njih morali poskrbeti na tak način. Vem, kaj imate v mislih, imate v mislih orhideje suhih travišč na tistih posebnih sončnih apnenčastih legah, imate v mislih molinetume, nižinske, imate v mislih kakšne mogoče kakšna druga zakisana travišča ali pa kaj takega. Pisan travnik bi bil ciljan na široko. Tukaj notri bi padli, po domače rečeno, v glavnem tisti suhi arenateretumi ali pa tudi zmerno vlažni, zmerno hranljivi arenateretumi po nižinah, tisti, ki so še v dobrem stanju, ne. Ampak to so razmeroma velike površine še, ne, in tudi po vseh koncih Slovenije. Je pa seveda res, da v veliko takih površinah ni sploh nujno, da so notri orhideje zastopane. Zdaj bi še to rekel, ko sem že pri besedi orhideje, to je seveda čudovit mehanizem, čudoviti indikatorji, ampak je potrebno vedeti, da orhideje niso vse, ne. Nekateri pomembni travniki jih ne vsebujejo, pa so vendarle pomembni. Orhideje so včasih tudi pojavlja njihovo je znak zaraščanja. In pa po drugi strani nekatere orhideje, recimo navadna kukavica na Goričkem praktično raste na, bom rekel, dokaj intenzivnih, če tako rečem, površinah, ki so tudi gnojene, ki se tudi upravljajo kot trate v zadnjem času.
Tako da je to včasih lahko malo varljivo. No. Pri orhidejah moramo biti pazljivi, katere pa kje. Ne. Vsekakor se pa strinjam, da moramo posebej paziti na tiste habitate in tiste vrste, ko ste jih imeli zdaj v mislih. Vem v čem je bila pohanta. Ko človek vidi razprostrto zvončnico, si misli, to je vse povsod, ne. Moramo paziti na druge vrste. Ponavljam, to je komplementaren ukrep. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje in komentar.